Pozdravljeni v petem videu oziroma tretjem koraku osebnostnih sprememb ali Serious Personal Transformation. Tudi tokrat bom pravzaprav začel z mislijo Marka Aurelija, rimskega cesarja pred skoraj 2000 leti. Tudi če bi ti bilo dano živeti 3000 let ali 30 000, vendarle pomni, da nihče ne izgubi drugega življenja, kakor tisto, ki ga pravkar živi, in da ne živi drugega, kakor tisto, ki ga pravkar gubi. Najdaljše življenje je potem takem enako najkrajšemu. Jaz sem to prav razumel, da treba vsak dan živeti posebej. In bolj, ko se ga zavedamo, bolj, ko ga čutimo, lepši občutek oziroma dejansko imamo občutek, da živimo. In danes, ko se pogovarjamo o tem tretjem koraku, je pravzaprav tukaj tisti smisel, ko dejansko lahko rečemo, zdaj pa čutimo, zdaj pa sami sebe počasi čutimo tisto svoje pravo življenje. Namreč v prvem koraku smo pospravili, naredili prostor in videli, kje smo. In potem v drugem koraku smo to ozavestili in se vprašali, kam smo pravzaprav padli, čeprav smo vedeli, da smo sami se spravili tja. No, in tisto pravo pospravljanje se šele začne v tem tretjem koraku. Namreč tukaj smo ozavestili, kje smo. Sprejeli smo, da kjer smo, je to naš realni čas, prostor. Vse stvari, ki delamo, so dejansko naše. In sedaj lahko pravzaprav pogledamo okoli sebe in vidimo, kaj je tisto, ali pa kar čutimo, da je naše ali pa potrebno za naš korak naprej in kaj ne. Kaj je pravzaprav tisto, kar smo si dali v naše življenje, pa ni potrebno, da pravzaprav biva z nami. Torej, v tem tretjem koraku začnemo ozaveščati tisto, kar pravzaprav bomo v življenju potrebovali oziroma kaj smo prinesli s sabo. In mogoče smo nekatere stvari že nadgradili in jih pravzaprav ne potrebujemo več. Če se vrnem k celestinski podobi, torej 2600 ali celo več let nazaj, kjer tretje spoznanje pravi, da se bodo ljudje naučili zaznamovati vrsto energije, ki je bila doslej nevidna. Videnje energije, razumevanje novega načina zaznavanja fizičnega sveta je nekako nalezljivo. Ko se družiš z ljudmi, ki to energijo vidijo, jo ponavadi tudi sam začneš opažati. Torej, pojdi in jo še komu pokaži. To ravno kar jaz počnem z vami. In še bom pravzaprav malo skočil še nekaj tisoč let nazaj. Torej, kaj pravi tretja raven zavesti, ki so jo napisali stari Egipčani. Obravnavali so jo kot tip živali. Živali se nahajajo na 3 ravneh in se izražajo skozi 3 vrste moči. Mineralno, rastlinsko in živalsko. Imajo telo, ki išče hrano, jo poje in prebavi. Njena zavest je na živalski ravni. Ima čustva, instinkte, občutke, simpatije, antipatije, želje in nagone. Tretja raven je stopna pod človekom. Torej, to je tista raven, kjer se pravzaprav začenjamo zavedati. In kar je pravzaprav najbolj pomembno, je pa to, da šele v tretjem koraku se pravzaprav začnemo zavedati zastojev ali pa kaj je pravzaprav krivo za zastoj v našem življenju. Torej, ko ste vse pospravili, kar ste mislili, da ne sodi k vam, in ste se za tega zavedali, to tudi sprejeli, sedaj pogledate okoli sebe in rečete, ja, tukaj je pa vzrok. Namreč tretji korak je v resnici zelo težek, kar pomeni, da morate začeti premikati in odstranjevati tisto, kar je do zdaj bila vaša psihološka hrana, ko ste nekateri rekli,
ja, to je pa njegov ego, s tem si hrani svoj ego. In to, kar je bila pravzaprav vaš temelj bivanja do sedaj, je potrebno odstraniti. Zato pa, če ste v prvem oziroma drugem delu, ko ste naredili to analizo pravzaprav svojega telesa, vseh teh hormonov, ker mogoče vam celo priporočam, da res greste poglobljeno pogledati svoje telo, spravi sliko možganov, srca, celotnega telesa, da vidite, če so kakšne skrite bolezni. In tukaj v tretjem koraku pa zdaj poiščete svojega, lahko tudi sami, ampak vam svetujem, poiščete trenerja za svoje telo, mentorja za svojo hrano, da pravzaprav pogledate, kako se premakniti fizično iz mrtve točke. Namreč ta tretja faza traja malo dlje časa kot prva in druga, kajti lažje je pospraviti kot nekaj sprejeti. In v tretji fazi mi začenjamo sprejemati to, kar v resnici je naše, oziroma pravzaprav vse je naše, ampak to, kar bomo sprejeli, da je naše, in bomo sprejeli tisto, kar več ne sodi, se pravi, moramo dati vstran v resnici svojega življenja in se osredotočiti na tisto, kar v resnici je v našem življenju, in temu slediti. In če pogledamo po Maslowovih potrebah, potem pravi potrebe po pripadanju in ljubezni, izražanje naklonjenosti, sprejemanje in izražanje ljubezni, zaupanja v druge. Torej, ko se mi začnemo zavedati, da smo pravzaprav del družbe, del celote, da vsaka naša aktivnost neposredno gravitira na okolico, v katerem živimo, se bomo začeli zavedati, da smo tudi družbeno bitje. In da se ne bomo z ljudmi družili samo zaradi svojih potreb, zaradi svojega egota, za potrditev, za to, da obstajamo, ampak se bomo zavedali, da smo s sabo prinesli tudi nek talent na ta svet. In ta talent, če nam je bil podarjen, pomeni, da ga moramo dati na nek način tudi naprej, oziroma ga lahko delimo z drugimi. Je pa seveda odvisno, na kak način. Sebe ne smemo pri tem trošiti, ampak moramo tudi dobiti nekaj v zameno. Ponavadi tisti, ki imajo kako, ko smo prej govorili o energiji, se pravi, delite razne energetske nasvete, ali pa kakršnokoli že delite nasvete, morate dobiti to z energijo plačano nazaj. Mi to energijo ponavadi imenujemo denar, ali pa nekaj, kaj potrebujete za življenje tukaj na zemlji. In če ostanemo torej pri tem fizičnem delu, ki je povezan z energetskim, temu pravimo tretja čakra, to je rumena barva. Tako kot sem danes oblečen. To je pravzaprav ta fizični del, ki predstavlja, že zajema pravzaprav srce, pljuča, želodec, jetra, nadledvična žleza, trebušna slinavka, ledvica, trebušna prepona, prsi, žolčnik, tanko črevo, dvanajsternik in podobno. Torej, s tem se bom tudi pravzaprav naslednjič srečevali, torej z tretjo in četrto čakro, ki je sicer bolj poznamo kot srčno, ampak takrat se bo že začela rojevati ljubezen, ampak več o tem kasneje. Sedaj smo pri tretji čakri, ki se dejansko začnemo prebujati, oziroma prebujati pomeni ozaveščanje samega sebe. In nekaj, kar je zelo dolgo spalo, pomeni, da lahko v nekem trenutku zelo boli, predvsem čustveno boli. Zaradi tega, ker bojo se na novo rojevala neka čustva, ki jih do zdaj nismo poznali, ali pa bodo vsa stara, pozabljena, na novo oživela, ki smo jih zatrli v zgodnjem otroštvu. In to prebujanje je ponavadi lahko boleče. In to največkrat čutimo v ravno tem delu telesa, se pravi v tem osrednjem, ali pa celo imate kakšne težave na teh področjih, katere sem prej naštel. Torej, velikokrat boste rekli, da življenje ni fer v tretji fazi. V tej tretji fazi pravzaprav pomeni, da
boste res morali spustiti vse staro. Tukaj nimam zdaj posebej psiholoških vaj za vas, zaradi tega, ker se gre za to, da se ne ustavite in ne greste koraka nazaj. Tukaj se boste začeli spreminjati hrano in začeli boste spreminjati svojo fizično življenje. Poiščite si kondicijskega trenerja, naučite se pravilno dihati, raztezite svoje telesa. Tu ni nujno, da boste še odkrivali, kar vam je na področju telesa všeč, ali pa na področju gibanja in kaj ne. Gre predvsem za to, da se začnete gibati. In zato morate telo na to pripraviti. Zdravniški izvidi oziroma diagnostika vam bo povedala, kje je vaša meja, in iz tega na nek način boste lahko tudi vam bo nekdo svetoval, v katero smer se lahko začnete gibati. Ali je to nek bolj statičen šport v smislu mogoče, ne vem, borilnih veščin, je to tek, je to igra žogo. Skratka, ti testi vam zelo natančno pokažejo. Hkrati vam bodo testi povedali tudi, kaj morate dodati ali pa spremeniti v svoji prehrani. Predvsem pomembno pa je to, da ko boste svoje telo pripravljali, je najpomembnejše to, da se naučite pravilno dihati. Da spoznate te svoje notranje organe, kako delujejo, in predvsem, da mišice ali pa telo, ki je dolgo spalo, počasi začnete raztegniti in prebujati. In zato je v tej tretji fazi pravzaprav, mogoče vam zdaj nič konkretnega ne povem, ampak to, kar vam pravzaprav govorim, je to, da vas spomnim, kje ste. Za vsako tako oddajo Ni še vsega konec, v bistvu si pripravim ogromno teksta, ne? In potem rečem, kaj je pravzaprav pomembno tisto, kar ne povem. Ali grem korak za korakom, kaj moram povedati, ampak na koncu vse skupaj v 20 minutah povem to, kar je najbolj pomembno. Predvsem zato, da vas ozavestim. Hkrati pa napovedujem pač knjigo, ki pravzaprav prihaja. No in zadnjič, ko sem pravzaprav povedal, kaj je moja mantra oziroma kaj je tisto, česa ne morem definirati, čemu je pravzaprav knjiga namenjena oziroma namenjena, kaj je tisto, vse, kar morate vedeti se mi je v teh dneh porodilo. Torej, vse, kar morate vedeti o notranjem miru. Namreč ti koraki, teh 7 korakov transformacije, pravzaprav govori, kako vzpostaviti notranji mir v 7 korakih. In dejansko gre v bistvu pravzaprav za ravnovesje. Torej, najprej vzpostaviti ravnovesje v telesu. Pravzaprav gre za čisto preproste korake. Najprej pospravite, to zavestite, tisto, kar je vaše, kar ni. Greste naprej, rečete, aha, to je bilo zdaj negativno v našem življenju, in potem to odstranite in se osredotočite na tisto, kar pa je dejansko vaše. Ampak, to je preprosto povedati, težko je pa narediti. Narediti pa je težko zato, ker nimamo kondicije. Najprej rabimo fizično kondicijo, šele potem psihično kondicijo. Res pa je, da ko delam s posamezniki, ko se poglobim v vsakega, vsak dobi svoje različne psihološke vaje, da se premakne naprej. Tu predvsem pomagajo tehnike neurolingvističnega programiranja. To je pravzaprav eden del ali pa orodij, ki jih pravzaprav uporabljam pri svojem delu. Torej, kaj je pomembno zdaj pri vas? Da se v 3. koraku zares začnete premikati iz mrtve točke. In vse, kar vam lahko rečem, je to, da ko zapustite za ta prostor, kjer gledate ta video, se obrnite nazaj in pogledate, kakšno stanje je v tem prostoru. To je trenutno stanje vaše duše. Lep pozdrav, se vidimo kmalu.